No, to smo na koncu Njegoševe ulice. Zdaj bomo zavili na Masarykovo, da vam pokažemo lepote Ljubljane tudi nekoliko drugače, ne samo v centru mesta. No, to je že Šmartinska cesta. No, zdaj se peljemo po Topniški ulici. No, zdaj bomo zavili na Linhartovo ulico. Naj vas ne moti taka pa cesta v središču mesta. Smo še vedno na Linhartovi ulici in se peljemo počasi proti Bežigradu. Zavijemo v center in smo na Dunajski cesti. Dodajmo, da je danes dan državnosti, 25. junij. In zato tudi ni prometa v središču mesta. No, kot rečeno, zavijamo na Dunajsko cesto. Na desni strani stolpnica
časopisne hiše Delo, na levi stolpnica Telekoma Slovenije. Mi pa bomo zapeljali v središče mesta. Na cesto Osvobodilne fronte, mimogrede, da vemo, kje smo. To je trg Osvobodilne fronte praviloma. Na desni Slovenska cesta. Pokazali bomo tudi znamenito avtobusno postajo. Glavnega mesta Slovenije. Nas je nekoliko strah oziroma sram, ko se peljemo mimo, ampak to pač je. Na desni vidite objekte, ki so vsi zgrajeni po predpisih, z vsemi ustreznimi soglasji, ker pač živimo v pravni državi. Na levi strani pa, kot rečeno, znamenita ljubljanska avtobusna postaja. Sramota za Slovenijo. No, zdaj zavijamo proti centru mesta, po Reslevi cesti. Smo praktično v središču mesta, zavili bomo na Komenski ulico. Mimogrede, za tiste, ki ne veste, Komenski je bil češki učitelj v Sloveniji, ki je tudi uvajal osnovno šolstvo v tej deželi v času, ko je bila še krajinska dežela, zdaj pa Slovenija. No, zdaj smo na Komenski ulici. Desni Kolodvorska, mi pa se bomo zapeljali po Tavčarjevi. Na desni strani vidite sodno palačo, nekateri poznajo bolj, nekateri manj.
Zdaj bomo zavili na Slovensko cesto, ki pa je od Evrope, oziroma kavarne Evrope, zaprta za ves promet, razen za avtobuse. Smo, kot rečeno, na znamenitem Bavarcu in zdaj se vračamo nazaj z druge strani. Proti središču mesta. In sicer smo na trgu Gospodine fronte, mimogrede, da veste, tudi ta obstaja še vedno. In zdaj gremo nazaj v središče, ampak tokrat po Miklošičevi cesti. No, to je ta Miklošičeva cesta, ki bi nas bo na koncu pripeljala do ožjega središča mesta, natančneje do Prešernovega trga. Z Miklošičeve ceste zavijamo na Dalmatinovo, kjer boste opazili znamenito zgradbo, ki ni dograjena, zato ker ni bilo denarja, oziroma so bili investitorji nesposobni. No, in tukaj je konec našega potovanja do središča mesta.